dalj časa sem razmišljal o tem, oziroma je bila želja nekje v zraku, zadaj, nekje v malih možganih, da bi enkrat poskusil v tednu preteči 100 mil oziroma tega 170 km. To sem že pretekel, ne vem, na kakšne tehnike tečeš 25, 27, celo mogoče 40 ur. Nisem, pa vem, kako se recimo tam počutiš, vse te boli. Najraje bi umrl, ker da v vseh položajih, ali sediš, ali ležiš, nikjer se ne počutiš v redu. Nisem pa še pretekel recimo 170-150 km na teden v sklopu treninga. Se pravi, to pomeni, da in prej normalno treniram in da tudi po tem tednu, ok, seveda pač malo znižam obremenitev, ampak tudi po tem tednu normalno treniram naprej. Tega pa še nisem naredil, ker recimo vsakeč, ko greš recimo na 100 mil tekmo, 3 dni prej skoraj nič ne tečeš, 14 dni po tiste čist nič ne tečeš. Nisem pa še odtekel 170 km v tednu in naslednji teden normalno nadaljeval z nekim trenažnim procesom. To je tisto, kar me najbolj zanima, v bistvu, kako se bo telo odzvalo in v bistvu, kakšne prepreke, kakšne težave bi pri tem nastale. Pričakovanj nimam. Razdelil sem se nekako tako, ponedeljkom naredil 12 km, ker ponedeljke ponavadi treniram bolj lahkotno, torek zjutraj 10, popoldne 15, sreda bo 20 km, četrtek spet 2 treninga na dan, zjutraj 10, popoldne 15, petek 20, sobota 35 in pa nedelja 30 km. Se pravi, če to zračunaš, je že kar nekaj ur teka in edino to pričakujem, edino to vem, da v tem tednu se bo vse vrtelo okoli teka, spanca, hrane in to je to, ničesar drugega. In že ko vršiš vse te kilometre skupaj, viš, da že na enem dnevu treba preteči veliko. In če samo en dan spustiš, ga težko nadoknadiš v naslednjem, tako da dovolj filozofiranja. Gremo lafati. Čau! Evo, ponedeljek je tukaj, kot da prvi dan tega našega mojega izziva. Danes na sporedu samo takih lahkih 12 km z Ginger. Me te stresla za pozdrav. 12 km, začnemo bolj v easy, pa tudi na splošno. Ponedeljke ponavadi treniram bolj tako lahkotno, zaradi ponavadi malo močnejših vikendov. Pridi, Ginger. Tudi ta vikend sem pretekel soboto 30, nedeljo 30, tako da danes 12 km Ginger. Greva na klobuk. Nažalost še vedno blatni traili, tako da upam, da čim prej stisne, pa kakšna zima pride spet, da to blato malo zmrzne. Tako da predlagam kar akcijo. It sound right, boys. Sound right, boy. Evo, klobuk. Evo, glih 6 km v eno stran, zdaj pa še počasi nazaj. Evo. Prvi dan je z mano, vidim, da bo to zaradi snemanja vse skupaj malo dlje trajalo, ampak nič hudega, tako da zdaj popoldne še malo nekaj delati, jutri pa naprej akcija. Čau!
Evo, dobro jutro. Torek, drugi dan. Ura še 6 dni. Ampak ker imam danes malo gužvo z obveznostmi, sem se odločil, da naredim 2 teka. Enega za zjutraj pred vsemi stvarmi, pa pol popoldne še enega, sprav ta zjutrajni 10 km, zvečer popoldne pa še cirka 15. Tako da zaenkrat vse ok. Bolj kot karkoli je problem ta zgodna ura. Noge so čisto ok, tako da kar gremo kasneje. Čau! Pa predvsem mraz je. Čakaj, samo da ti pokažem. Evo, in to je to. Kratka, sladka 10 za zjutraj. Ne pa delati, pa se ga prvo še jesti. Kava, obožujem kavo, pa WC. Ta je vedno triki na te jutranje teke. Tako da, čau! Evo, drug tek v dnevu. Moram reči, da mi te kratki dnevi pa sploh ta policijska ura nič kaj ne gre na roko, tako da moram kar pohiteti. Tudi zdaj sem se spomnil, zakaj sam ne prakticiram teh dvojnih treningov, 2 treninga dan, zato ker enostavno nimam časa za to. Ampak cilj je cilj, tako da kar šibamo, da nas prej policijska ura nadvigi. Evo, to je večerno 15, ko je torek končan. Moram priznati, da so že noge malo utrujene, kar mogoče najboljše, glede na to, da sem še torek, ampak verjamem, da je to samo ta začetna težavica. Sreda zna biti še težka, četrtek je pa že tako malni petek in bo to šlo. Sigurno so ti dnevi z dvojnimi treningi po moje ta prava stvar, če hočeš napredovati oziroma če hočeš na nek način povečati kvalitetno kilometrino. Tako da se gotovo to je ena dobra stvar, ampak po moje moj urnik še ni pripravljen na te dvojne dneve, tako da bom po moje še zaenkrat ostal na tistih 5-6 treningih na teden. Ima pa to dober test, tako da danes filozofiranja, gremo spat. Dobro jutro. Evo, sreda. 3. dan. V bistvu moram reči, da je vsa dan bolj mrzlo, tako da danes že -4, -5 zjutraj. Rokavičke so nuja. In pa danes je ena majhna sprememba, namesto 20 grem na en malo daljši tek. Imam proti 40, mogoče celo malo več. Pa si na ta način naberem malo zaloge, da proti koncu tedna kakšen tek skrajšam. Tako da, evo, drugače je počutje čisto ok. Težko je stati, ampak to je tako. Te zgodne ure so težke, ampak ko se naješ, ko kavo spiješ, ko se oblečeš, načeloma noge so čisto v redu, tako da pomogam en super dan. Akcija!
mano danes. Sem naredil glede na plan 20 km plusa, tako da bom videl, da bom to izkoristil, ali že jutar ali za vikend kaj skrajšan, tako da 20 km sem v plusu, tako da je ena pozitivna stvar, drugače pa krasen dan z 41, tako na Polhograjski grmadi. Splačalo se iti malo više, ker je megla vztrajala v dolini, tako da zdaj pa malo noge v zrak na kavč pa ena pica. Evo, že četrtek. Po planu sicer bi mogel danes narediti 2 teka, zjutraj 10 pa popoldne 15, pa sem zjutraj ga spustil, ker sem si že včeraj malo rezerv nabral, tako da ni nobene panike. Tako da zdaj popoldne pa ena lahkotna 15 in to bo to. Noge so zaenkrat v redu, tudi po včerajšnjem maratonu. Vse super, akcija! Četrtek je mim, 15 in zdaj sem tudi uradno čez polovico in tudi uradno se že bližam 100, tako da do konca izziva sem še 3 dnevi in v bistvu je takoj zdaj morala šla gor, ko smo čez pol. Super, veseli me, da sem tudi danes kar nekaj naših tekačev srečal na Rožniku Tivoliju, ki kljub temu, da ne smejo imeti organiziranih treningov, pridno trenirajo vsak zase. Top. Idemo pa jest. Pa v vikend. Čau. Moraš tukaj, evo, petek je že. Danes so planu 20. Malo se že poznamo, moram priznati, da so malo utrujene noge, pa malo tako, vse skupaj malo utrujeno. Ampak ja, danes en tak lušten krog 20 km na Klobuk, Toško čelo, na Šentviški vrh, hrib, pa pol nazaj. Malo bo treba mogoče še podaljšati, ker je to takšen krog malo krajši, ampak gremo, preden začne držati. Evo, po parih kilometrih ogrevanja so noge spet te prave. Gremo. Juh! Toško čelo. Šentviški hrib. Evo, narejeno, petek je končan, 20 km.
nekaj jesti. Cel teden se mi zdi, da sem že sam lačen, tako da popoldne pa še malo delal, pa sem še en močen vikend, čeprav ne bo tako močen, kot sem si na začetku splaniral. Evo, sobota je in zdaj se pa že počasi kilometri odštevajo, ne se števajo. V planu danes stavim nekje 30 do 35 km. Grem spet v Pohograjce, iz te megline Ljubljane, mogoče nad to meglo, da držimo pesti. Ručak danes pa s sabo nesem zaradi tega, da nosim GoPro s sabo, ampak tudi da imam še sabo nekaj za pit, nekaj čokoladk. Na konc konca bo treba nekaj vmes, kaj pojesti, tako da kar akcija. Evo, 35 za dan skončala. Mogel sem še malo krožiti okoli doma, ker sem si slabo splaniral, tako da tako pa je pa, če si slabo splaniraš, moraš pa še kakšen dodatni krog narediti. Imamo to, sem še en dan. Pa sem le pričakal ta zadnji dan, nedelja. Slabih 25 km, malo mi je sicer ostalo. Za zadnji dan sem si pa zaželil malo družbe, tako da se dobim zdaj še z Ernejo, sestro pa Lukatom, gremo v to snežno idilo. Akcija! Ja, seveda treba Lukata vedno čakati. Počasi se ta teden bliža koncu. Imel sem vse, imel sem sonce, imel sem sneg, imel sem dež, imel sem blato, imel sem lepe trene. Tako da sami presežki, super teden. Ampak sem po drugi strani vesel, da je konec. Gremo še te zadnji kilometri. Evo, in to je to. Zmaga. Ja, in to je to. To je bil teden, v katerem sem pretekel 100 milj.
cirka 175 km iz tistih predvidenih 170, ki jih je na koncu nabral 175. V bistvu je šlo lažje, kot sem pričakoval, oziroma se konec koncev nisem niti pričakoval, kako bo šlo. Videl sem, da bi mogel biti to sposoben odteči. Konec koncev sem že tako razdaljo pretekel tudi v praktično enem dnevu. Sem pa spoznal, da v bistvu za tak način treninga oziroma za trening na takem nivoju potrebno res veliko časa. Predvsem to se mi je zdelo, da se je ta teden vrtelo vse okoli teka, kar je konec koncev dobro, ni slabo. Je pa res, da se druge stvari trpijo. Na koncu, ko sem pogledal na strani na Sunto, mi je vzelo to skoraj 20 ur, kar je veliko. Pa je bil fokus samo na tem, da se ta kilometrina preteče in nobene nekih kvalitetnih treningov z nekimi bolj specialnimi vsebinami. Sem pa ugotovil, namesto 2 dni z dvojnim treningom, se pravi torej po četrtek sem naredil samo torkov dvojnim, sem ugotovil, da v bistvu, po mojem mnenju, je to način, s katerim lahko dobiš v enem tednu kvalitetno kilometrino, se pravi, da treniraš 2krat na dan. Nažalost, ko sem to videl v imenu, moj urnik še ni na to pripravljen in po mojem tudi še kar nekaj časa ostalo na tistih 5-6 treningih na teden, je pa to po moje taka ena dobra oziroma ena stopnička naprej, da začneš prav 2krat dan trenirati, če hočeš imeti sploh kakšen dan na konec koncev fraj. Ugotovil sem še, da sem bil cel teden v bistvu pač skos lačen. Če pretečeš toliko več, recimo skoraj enkrat več kot ponavadi, bi mogel tudi povečati vnos hranil, vnos hrane, toliko bolj, pa po moje nisem. Ko sem na uri malo gledal pol, je prišlo to na dan cirka 50 000 korakov, kar je kar precej in tudi poraba se giba tam že proti 4000 kalorij na dan, kar je treba že kar nekaj pojesti. Tako da, to je bil 100-milski teden. Ne obljubim, da ga ne bom še kdaj ponovil, sploh pa zdaj v tem trenutku, ko sem bil žreban za UTMB avgusta, tako da motivacija za trening je. Sicer zdaj moram se spet malo posvetiti kaj koloni, ker je ta teden res bila zapostavljena. Tako da se moram zahvaliti, da me prenašala v bistvu tako ur na dan, pa teden posvetim samo teku. Pa konec koncev tudi samo sreče, pa hvala Salomonu za vse te copate, ker če bi vsak teden 100 km naredil, bi minuto še precej več. Čau!